To sta trenutka, ki ne bosta šla v pozabo. Prizora, ko Etienne Velikonja in Goran Cvijanović v mojstrskem slogu zatreseta Olimpijino mrežo, bosta kot ustavljeni sliki še dolgo spominjala na vijoličasto noč v prestolnici. Derbi ostaja magnet za nogometne navdušence in tudi tokrat je upravičil pričakovanja. Z mariborske strani je derbi dobljen na igrišču in na tribunah. Odziv na prodajne mesto v Mariboru je povedal vse. Že dopoldne ob 11:30 je v vijolični bajti zmanjkalo vstopnic, ki jih je organizator namenil za navijače NK Maribor na derbiju v Ljubljani, in jasno je bilo, da bo ekipo na stožiških tribunah spodbujalo skoraj 700 navijačev. Gledalci so še prihajali na svoja mesta, Maribor pa je bil že v vodstvu. Veselje v vijoličastem v 6. minuti po predložku Skota, izvajalec Ibrahimi Velikonja pa je ob natančni podaji z glavo še natančneje usmeril žogo v mrežo za zadetek številka 8 v letošnjem prvenstvu in za izbruh navdušenja na delu tribune z mariborskimi navijači. Jasno je, da je bil to šok za nasprotnika. Prva prekinitev, čudovit gol in potem nekaj časa rabili, da pride k sebi. Mi smo odigrali dobro, zrelo, vidi se nam, da imamo veliko težkih tekem za seboj in fantje znajo odreagirati tako, kot morajo. Vijoličasta navijaška armada je tudi po vodilnem golu lahko spremljala svoje ljubljence ob izpeljavi taktične mojstrovine z delavnice Darka Milaniča. Domači navijači so na nevarnejšo situacijo z nasprotne strani čakali vse do 30. minute, ko je Filipović s prekrškom na robu kazenskega prostora ustavil Omladiča. Prislužil si je rumeni karton, k žogi je pristopil Vršič, zadel pa obrambni zid. Edino priložnost v prvem polčasu so imeli gostitelji v tej akciji. Ko je Vršič pritekel sam pred Handanovića, si iskal prostor za udarec, toda sledilo je izjemno Jasminovo posredovanje za utrditev napisa 0:1 na semaforju. Lahko pa bi se rezultat spremenil ob drugačnem razpletu naslednje akcije, ko je Ibrahimi v kazenskem prostoru podal do Volaša, ki ga je Jović zbil na tla, a se je končalo brez 11-metrovke. Da so začetni trenutki močno orožje vijoličastih, se je izkazalo tudi po drugem prihodu ekip iz slačilnice. Minilo je le 7 minut nadaljevanja tekme in videli smo eurogol za povišanje vodstva. V bistvu eurogol Gorana Cvijanovića. Viler je izvajal avt, opazil pred seboj Cvijanovića, ki je v izjemnem slogu dokončal akcijo. S to mojstrovino je potrdil pobeg na prvenstveni lestvici na +15 in še enkrat napovedal kandidaturo za prvo reprezentančno povabilo. V trenutkih veselja sta se zvrstili zaporedni grožnji z ljubljanske strani. Najprej je Vršič z roba kazenskega prostora nameril mimo leve vratnice. V naslednjem poskusu je do nevarnejšega zaključka prišel Džermanović in zadel vratnico. Zaradi početja domačih navijačev bo tekma ostala v spominu po tem, da sta ekipi 3-krat morali priti iz slačilnice, ker so iz sektorja ljubljanskih privržencev poletela pirotehnična sredstva proti Jasminu Handanoviću, je sodnik s Komina prvič opozoril, kakšni so ukrepi v takšnih primerih, ob ponovitvi dogodka pa igralce poslal z igrišča. Moštvi sta se po 9 minutah vrnili iz slačilnic. Kapetana Dare Vršič in Aleš Mertelj sta predtem pozvala vsak navijaško skupino svoje ekipe k športnemu navijanju. In se je nadaljevalo z derbijem po okusu nogometnih navdušencev, z dovolj ritma, lepih potez in razborljivih dogodkov. Tudi o posredovanju Kašnika pred Velikonjo v kazenskem prostoru ni bilo 11-metrovke. Na drugi strani je Handanović preprečil veselje Sretenoviću v poskusu z glavo. V čudovitem vijoličastem večeru ni veliko manjkalo do še izdatnejše zmage, le centimetri. Olimpijo je rešil okvir gola, ko je po podaji Cvijanovića Ibrahimi spretno nameril proti desnemu kotu. Proti žogi je poletel vratar Džafić in se ravno toliko dotaknil, da je zadela prečko.
Da je bilo živahneje do konca tekme, je poskrbela 11-metrovka za Olimpijo. Ob dvoboju Vilerja in Bešiča je napadalec Olimpije padel, sodnik je pokazal na belo točko. Vršič je zadev, čeprav Handanoviću ni veliko manjkalo, da bi ustavil še ta poskus. Za gostitelje ni bilo več časa, da bi izpeljali še kakšno nevadnejšo akcijo. Ibrahim je v sodelovanju z Berićem spretno držal žogo in po 3 minutah je bilo konec tudi 9-minutnega podaljška. Zmago Maribora veseljem na vijoličastem delu tribun in odhodom domov s 15 točkami prednosti. S športnimi motivi in brez odziva na poteze iz nasprotnega tabora pred tekmo. Ne, tukaj se ne gre za vračanje, tukaj se gre za prednost 15 točk, ki je edini motiv in edino merilo naše, kajti to nas edino navdaja in motivira, da smo na koncu tisti prvi in da igramo tako, kot igramo, tako kot smo preteklo leto, ko smo igrali v Evropo in da tako nadaljujemo na evropski način. Junake iz Ljubljane lahko doma pozdravimo že v nedeljo, ko bo ob 17. v Ljudskem vrtu tekma 26. kroga proti ekipi iz Celja.